Lep pozdrav. Danes sem video o spanju in gibanju, počitku. Se mi zdi, da večinsko smo v tem modernem času zelo preobremenjeni in stvari delamo z neko tako hitrostjo, da nas kar čez povozi, zadeve nas povozijo. Zato smo neprestano utrujeni, pod stresom, težko funkcioniramo in na vse to gre še naša bolezen, pri kateri se zjutraj zbudimo z neko strašansko utrujenostjo, zakrčenostjo, komaj funkcioniramo. Jaz imam občutek, kot da bi meni vse roke, noge zaspale. Tako, res je težko, zbudim se s večjimi bolečinami, kot sem šla spat in verjamem, da marsikdo od vas tudi. In zdaj, kaj narediti? Jaz se dolgo časa nisem zavedala, kako strašansko pomembno je, da vi dovolj spite. Jaz sem se zelo trudila, da bi šla spat, pa to je bilo tako, v službi strašanske zahteve, delo še doma in mnogih področjih in seveda vmes sem probala počivati, kolikor sem lahko, ampak narava naše bolezni je taka, da smo proti večeru ponavadi, vsaj večinsko, veliko več energije. In potem zvečer sem se zelo trudila, da sem šla spat do 11, ampak problem je bil, da sem morala vstajati ob 5:30 ali pa ob 6, In za mene in za nas, ki imamo to bolezen, ponavadi to ni dovolj. Kaj zdaj narediti, jaz mislim, da je zelo, 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 zelo pomembno, da skrbimo za dovolj spanja. Ne samo tako počitka, ampak res spanja. Zdaj, seveda ni noben recept za spanje univerzalen, vsak ima svojo pot, kaj njemu pomaga. Slišala sem člane, ki pravijo, da njim najbolj pomaga, če grejo zgodaj spat, pa potem nič hudega, če se zgodaj zbudijo, da grejo čez dan počivati. Za mene to sploh ni dober recept, ker jaz tega ne morem, nekako moje telo tako ne funkcionira. In jaz sicer moram iti spat pred polnočjo, ampak moram spati najmanj 8 ur v kosu. To je pač moj recept, ki ni nujno, da je dober za vas. Vi morate pogruntati svoj recept, kaj vam pomaga. Lahko spite na obroke, če je vam to v redu. Lahko spite v enem kosu, bolj hmal, pa potem del časa spite ali pa del spite, nima nobene veze. Važno je, da vi najdete svoj ritem, da vam ustreza in da vas vsaj mečken k sebi sprav. In tudi sredstva za zaspati nazaj so zelo različna. To, ko knjige pišejo, za nekatere zelo pomaga. Za mene pa ne. Jaz moram imeti zvečer neko dejavnost, ki je zelo dolgočasna. Naprimer, lahko tudi igrico igram, mene to uspava, 2 igrice me zelo uspavata. Čist me uspavata. Tako da vi morate najti svoj način, enim pomagati, da ostanejo. Jaz, če bi sredi noči ostala, jaz ne bi več nazaj zaspala. Jaz se moram matrati uro ali pa 2 po noči, da zaspim nazaj, ker če ne spim sploh tisti dan, ob 3 ostanem. Tako da vi morate najti svoj način, ki ni nujno tak, o kakršnem pišejo knjige. Važno pa je, da najdete način, da dovolj počivate, ker počitek za naše telo je še veliko bolj pomemben kot za druga telesa, ker je naše telo bolno. In druga stvar o gibanju. Jaz mislim, da če drži teorija, da imamo mi slabo cirkulacijo zaradi vnetij, je zelo pomembno, da takrat, ko vi lahko malo vse gibate, ne da ste čist zasedeni, če se vi prisilite mečken gibati, toliko, da ne greste preko sebe, boste ravno toliko spodbudili cirkulacijo, da bo v redu. Problem je samo v tem, da vi ne smete pretiravati. Takrat, ko ste vi v zelo slabi fazi, je po moje, bož, da ne, se tudi medicina tako uči, da kadar ste vi v neki akutni fazi, da ne delite, ne bojo vas poslali zlomljeno nogo ali pa z nekim zelo hudo gripo ali pa s covidom, da pejte pa zdaj migati. To za vsako bolezen velja in tudi naša gre gor pa dol. In kadar je v zgornji fazi, da imate hudo vnetje, ne toliko, se pretiravati, sploh ne. Takrat počivite, kadar ste pa v boljši fazi, pa le toliko migite, da spodbudite to cirkulacijo. Niso te stvari, da zdaj pa bi mogli sam ležati. Ne, to sploh nikakor ne mislim tako. To je pač samo moje osebno mnenje, ampak pri meni to sigurno pomaga, da delam, ležim, oziroma pač sem po koncu ležim. Pa še tretja stvar, ki se mi zdi sredno pomembna, ki jo premalo poudarjajo, kako pomembno je
sončna svetloba. To, da smo dovolj na soncu, da se postavljamo tem sončnim žarkom, da dobimo dovolj vitamina D. D-vitamin je za nas izredno pomemben. Mnogi so, tudi ko si ga izmerijo, našli manjko vitamina D v svojih telesih, zato se mi zdi zelo pomembno, sploh zdaj, a ne v jesenskih, zimskih časih, da res greste ven na sonce, ne to pozabiti, če ne si pa vzemite en stol, pa se na balkonu sedite na teraso, ali pa pejte, ne vem, samo za 10 minut sedeti na klopco pred blok, če tako stanujete. Ampak pomembno je, ne smete to pozabiti, sonce, a ne, toplota, svetloba, z tega rastline delajo hrano, tudi nam je to neke sorte hrana, ne, energetska, ne samo kot D-vitamin, dejansko kot energetska hrana. In to, da vsaj mečken svoje telo, jaz rečem, prešejkamo, ne, mečken, da ga spodbudimo, sploh takrat, ko smo mečken boljši, ni nič hudega. Tako da želim vam vse dobro in zelo lepo sončno nedeljo.